Spoštovane udeleženke in udeleženci strokovnega posveta, naj se uvodoma zahvalim predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, gospodu Marku Lotriču, za povabilo na dogodek in izrazim zadovoljstvo, da se je Državni svet ponovno lotil aktualne teme. Gospe in gospodje, vprašanja slovenske regionalizacije so stalnica v našem političnem prostoru. Pri tem pod pojmom regionalizacija ne razumemo zgolj poskusa ustanovitve pokrajin kot samostojnih upravno-političnih struktur, ampak tudi vsa druga prizadevanja, ki strmijo k uravnoteženemu razvoju vseh delov naše domovine. Regionalizacija namreč niso zgolj pokrajine. Naj zato v prvem delu na kratko povzamem vse dosedanje poskuse ustanovitve pokrajin, v drugem delu pa orišem naša prizadevanja za preseganje situacije, ko pokrajine niso ustanovljene. Od uvedbe reforme lokalne samouprave leta 1994 do danes, torej v zadnjih 30 letih, so bili storjeni številni poskusi uvedbe pokrajin. Trije poskusi leta 1998, 2008 in 2022 so vključevali formalno vloženo zakonodajo z področja pokrajin. Prvi sistemski poskus je bil marca 1998, ko je vlada Državnemu zboru posredovala predlog zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev v predhodno obravnavo. Do nadaljevanja zakonodajnega postopka takrat ni prišlo. V letu 2006 je bila izvedena ustavna sprememba, s katero se ustanovitev pokrajin ureja z zakonom, namesto da bi to nalogo imele občine. Poseg v ustavo naj bi olajšal ustanovitev pokrajin, vendar se pričakovanja niso uresničila. Ustavna odločba zahteva za zakon, ki bo določil območje, ime in sedež pokrajin, soglasje kar 2/3 navzočih poslancev. V letu 2008 je prišlo do prvega celovitega zakonodajnega predloga. Takratna vlada je predlagala sistematično ureditev ustanovitve in financiranja pokrajin ter tudi določitve območij, prenosa pristojnosti in izvedbe volitev v organe pokrajin. Šlo je za celovit, notranje koherenten in strokovno bogato utemeljen predlog vseh vidikov ustanovitve in delovanja pokrajin. Tudi ta poskus ni bil uspešen. Zaključil se je leta 2011 z referendumom o ustanovitvi pokrajin, ki se ga je udeležilo skromnih 11% volivcev, takratni Državni zbor pa zaradi zaključka mandata o predlaganih zakonih ni več odločal. Tretji poskus je bil paket pokrajinskih zakonov, ki ga je junija 2022 predlagal Državni svet. Trije predlagani predpisi so bili široko predstavljeni slovenskim občinam, obravnavani na številnih občinskih svetih in načeloma s strani občin dobro sprejeti. Toda vlada je do predlogov 18.8.2022 sprejela odklonilno mnenje. To je temeljilo na dveh vsebinskih zadržkih. Prvič, ker je bilo predlagano število preveliko premajhnih pokrajin, in drugič, ker je jedro predloga pokrajinskih nalog temeljilo na prenosu državnih pristojnosti nanje, kar bi ne le povzročilo nepotrebnih obremenitev pokrajinskih organov z državnimi nalogami, pač pa zahtevalo tudi obsežno reformo državne uprave. Pokrajine naj bi predvsem prispevale k skladnejšemu razvoju Slovenije. Zato bi morale razpolagati z gospodarskimi, človeškimi in infrastrukturnimi viri za izkoriščanje lastnega razvojnega potenciala in temeljiti na tako imenovanem endogenem razvojnem konceptu. Ta se izvaja kot povezovanje notranjih razvojnih pobud po načelu od spodaj navzgor. Samo finančno samostojne in s fiskalno avtonomnostjo stimulirane pokrajine bi lahko dosegle želene učinke spodbujevalca razvoja v družbi. Predlog Državnega sveta je v nasprotju s tem predvideval razdrobljeno mrežo premajhnih pokrajin, ki se ne bi bile sposobne soočati z navedenimi izzivi. Zato je pri ustanovitvi pokrajin ključno, da bi bile zadosti velike. Pred letom 2008 opravljene analize so namreč kot spodnjo mejo velikosti pokrajine navajale 100.000 prebivalcev. Tako bi se zagotovili ustrezni finančni prihodki za pokrivanje kompleksnih pokrajinskih nalog.
Stališče vlade je tudi, da bi morale pokrajine upravljati le izvirne, regionalne, nikakor pa ne tudi prenesenih državnih nalog. Konkretno gre recimo za pristojnost regionalnih prostorskih načrtov, urejanje regionalnih cest, poklicnega srednjega šolstva, višjih strokovnih šol, dijaških domov, morda tudi stanovanjske politike in vodooskrbe ter seveda sprejemanje ukrepov skladnega regionalnega razvoja. Državni organi svojo teritorialno organizacijo v tem trenutku zagotavljajo za prebivalce vse storitve, zato ni razloga, da bi se te naloge prenašale na samoupravne lokalne ali regionalne oblasti. Pokrajin ob ustanovitvi ne bi smeli obremenjevati z obsežnejšim izvajanjem državnih funkcij, temveč jim je treba dati najprej njihovo regionalno vsebino. To so njihove izvirne naloge, ki omogočajo uveljavljanje interesov, ki se oblikujejo na regionalni ravni. Prenos državnih nalog na pokrajine ali na občine bi bil utemeljen takrat, če ne bi bilo že organizirane dobro delujoče mreže državnih organov po celotnem ozemlju Republike Slovenije. Pri prenesenih državnih nalogah namreč država ohrani regulativno in nadzorno funkcijo nad izvajanjem teh nalog, zato samim prenosom na drugo oblast ne dosežemo samoumevne večje učinkovitosti ali manjših stroškov. Takšen prenos tudi ni decentralizacija nalog, temveč zgolj prerazporeditev na drug organ brez prenosa regulatornih pristojnosti, zato upravna teorija takšen prenos definira kot dekoncentracijo. Toliko o stališčih vlade do ustanovitve pokrajin. Naj sklenem ta nagovor še z krajšim povzetkom naših prizadevanj za preseganje situacije, ko pokrajine niso ustanovljene. Dejstvo je, da političnega soglasja za ustanovitev pokrajin ni. Ustanovitev pokrajin pa nujno zahteva širše politično soglasje, ki presega meje koalicije. Dokler torej pokrajin ni, je treba pragmatično iskati druge mehanizme, s katerimi bi dosegli iste ali podobne cilje. Že v vladni strategiji razvoja lokalne samouprave v Sloveniji do leta 2020, sprejeti septembra 2016, je bilo zapisano: prvič, da zaradi visokega praga soglasja in razdeljenosti političnih interesov v dosedanjih poskusih ni bilo doseženo politično soglasje o ustanovitvi pokrajin, drugič, da Slovenija potrebuje regionalno povezovanje in tretjič, da je Slovenija v absolutnih in relativnih ozirih majhna država. Zato mora biti njena upravno-politična struktura prilagojena teritorialnim, družbenim in tudi ekonomskim pogojem. Zato je treba regionalni razvoj, dokler ni ustanovljenih pokrajin, krepiti skozi funkcionalne regije s poudarjeno razvojno funkcijo, ki bo utrjevala regionalno identiteto. Gre za krepitev že obstoječih institucij s širitvijo njihovih nalog na specifičnih področjih, kot so policentrični razvoj, prostorsko načrtovanje, promet, umirjanje čezmejnega vpliva večjih mest sosednjih držav, enakopravno čezmejno sodelovanje ter učinkovitost in kakovost upravljanja javnih storitev. Krepitev sedanjih regionalnih struktur in oblikovanje funkcionalnih regij bosta postopoma premostila razkorak med občinami in državo. Sveti regij bi na podlagi sprememb področne zakonodaje postopoma lahko dobivali nove pristojnosti, na primer sprejemanje regionalnih prostorskih načrtov, odločanje o delovanju regionalnih turističnih destinacij in podobno, pri čemer bi država skupaj z novimi pristojnostmi zagotovila tudi sredstva za njihovo izvajanje. Prednost funkcionalne regionalizacije je v tem, da ni treba ustanavljati novih institucij, saj te že imamo, podeliti moramo le nove dodatne pristojnosti. Stališče Ministrstva za javno upravo je, da bi zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki določa funkcionalne regije, temeljni nalogi regionalnega razvoja lahko dodali še druge naloge, ustrezno podprte s spremembami področne zakonodaje. Ministrstvo za javno upravo zavzema stališče, da nam zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki jasno določa funkcionalne regije in njihovo ključno nalogo za regionalni razvoj,
ponuja možnost nadgradnje. Dodajanje novih nalog pa mora biti seveda podprto s spremembami področne zakonodaje. Spremeniti bi morali tudi način oblikovanja organov regije, da bi ti lahko dobili regulatorne pristojnosti. Menim, da bodo ti predlogi neke vrste preizkusni kamen, ali nam gre pri regionalizaciji res za skladnejši razvoj države. Krepitev funkcionalnih regij bo namreč temelj ustanovitve pokrajin v prihodnje. Tako da želim vam uspešno delo in hvala za vašo pozornost ter lep pozdrav.